Zelo vesela sem, da je z nami profesorica doktorica Marta Verginela. Zgodovinarka je. Njena tematska zanimanja, raziskovanja segajo na področje, zdaj bom pa tole kar prebrala, socialne zgodovine, spominskih študij, mejnih študij, nacionalnih študij, zgodovine žensk in spola ter ustne zgodovine. Tole je bilo prebrano, Marta, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Lep pozdrav. Ampak če se takole pogovarjava v pogovoru, ki je namenjen tako ali drugače mladim, kje se potepajo vaše misli, katere meje prestopajo, ali vedno kukate v zgodovino ali kdaj pogledujete tudi naprej? S čim se pravzaprav ukvarjate in zakaj je to, kar že vemo, zgodovina? Torej, ukvarjam se predvsem s sodobnostjo, sprašujem se, v kakšnem svetu živimo, kam gremo. In seveda, kako je ta sedanjost povezana s preteklostjo, v bistvu, kako sodobnost korenini v preteklosti. Kot je povedal veliki zgodovinar Mark Bloch, naše ukvarjanje s preteklostjo, zgodovino, prihaja vedno iz sedanjosti, ker sedanjost nam zastavlja vprašanja in lahko rečemo, vodite misli nazaj v preteklost, v zgodovino, v to, kar pač smo bili, ampak ukvarjanje z zgodovino pomeni tudi ukvarjanje z bodočnostjo in s prihodnostjo. Pač, ko raziskujemo preteklost družbe, si hkrati zastavljamo seveda tudi vprašanje, kakšno družbo si želimo v prihodnje. Prej ste rekli, da ko se ukvarjate z zgodovino, razmišljate o tem, v kakšnem svetu živimo. V kakšnem svetu živimo, Marta? Torej, v svetu, ki nam zastavlja izredno veliko izzivov, ker postaja čedalje bolj negotov, krhek, ker se čedalje bolj moramo soočiti s vprašanji okolja, uničevanja okolja, uničevanja in hkrati tudi pomanjkanja resursov. In vojni spopadi, migracije, to so v bistvu veliki izzivi sodobnega sveta, ki nam seveda nalagajo izredno, bom rekla, resno razumevanje tega trenutka, ampak tudi iskanje, kako smo do tega sploh prišli. In tukaj je že spet znova zraven zgodovina, ne? Ampak imamo občutek, vse to, kar ste zdajle opisali, da zares živimo v zloveščem svetu, ki pa vendarle ni samo zlovešč. Kaj je dobrega, kar tudi prihaja iz zgodovine, Marta? Zgodovina pač nam daje neko kritično zavest in pomembno je seveda, da vsaka generacija, vsaka mlajša generacija to kritično zavest do preteklosti vzpostavlja. Večkrat vemo, da si mladi in tudi starejši zatiskajo oči pred tem, kar so bile velike tragedije, nenazadnje predvsem 20. stoletja, ki je nam tako bližje. In te velike tragedije nas bi morale izučiti, ampak vemo, da zgodovina redko kdaj uči, ne, čeprav nam zapušča, lahko rečemo, velika vedenja in hkrati velika bremena, da se tragedije, ki so se zgodile, ne ponovijo. Ukvarjate se tudi z ženskami v zgodovini, ne? Prej sem tako prebrala. Meni pa se zdi, da govorimo tudi o tragedijah, da se velikokrat zgodijo ravno zato, ker so v svetu od nekdaj vladali bogati beli moški. No, torej seveda, korenine patriarhata segajo v antiko in dobro vemo pač, da so ženske bile tisočletja podrejene. Ampak vendarle se jaz zavzemam za nekoliko bolj kompleksno interpretacijo, kajti dobro vemo seveda, da so ženske kot vzgojiteljice, kot matere po svoje prispevale k ohranjanju tega patriarhata. Torej, znašle so se v podrejenem položaju, ampak vendarle so pogosto lahko vplivale in nenazadnje perpetuirale te oblike moške vladavine. Tako da ni, če gledamo skozi zgodovino, pač
bi se zelo motili, da bi ženske se skozi obravnavali samo kot žrtve. Ne. Kar pa še ne pomeni, da so seveda ženske bile na pomembnih položajih, da so, kot vemo, seveda so bile tudi kraljice, vladarke, ampak njihovo število je bilo seveda vedno omejeno in večkrat seveda, ko so prevzemale te vloge, so morale pozabiti na svojo žensko pripadnost. Ne. No, ampak ženske vsekakor revajo tako ženske kot moške, tako kot ste rekli. Ja, saj to pomeni, da revajo in vzgajajo. Seveda, mislim, da premalo razmišljamo o tem, kakšna je vloga žensk pri vzgajanju, nenazadnje tudi neenakopravnih odnosov med spoloma oziroma med spoli. Ne. Skratka, ta refleksija je bila večkrat in je še vedno večkrat pomanjkljiva, zato pa danes se večkrat vzpostavlja po eni strani neko izredno reakcionarno videnje in razumevanje. Nenazadnje pomislimo samo na zadnja dogajanja v Združenih državah Amerike, preklic pravice do splava in tako naprej. Po drugi strani pa se vzpostavlja nek feministični fundamentalizem, zlasti med mladimi, ki v bistvu zelo kompleksne odnose v družbi poskuša čedalje bolj enostavno razlagati. Ne? In skratka sproža nedvomno resna vprašanja. No? In tu radikalizem na eni strani, na drugi strani pa nek strašen konzervatizem, nazadnjaštvo, ki v bistvu poskuša zavrteti kolo zgodovine nazaj. Mislim, da smo nekako v tem trenutku, v taki situaciji, ki spet po mojem zahteva kritičnega duha in globoko razumevanje družbenih mehanizmov in dogajanj. Če pa greva od ženske vzgojiteljice k ženski raziskovalki, danes, recimo mlada raziskovalka, kako se ji godi, recimo raziskovalki na nekem humanističnem področju, ki so že, bi rekla, meni najlepša, ampak morda ne vodijo takoj k denarju, bom kar tako rekla. Torej, mislim, da raziskovanje nasploh zlasti v Sloveniji, ne glede ali gre za humanistične raziskovalke ali raziskovalce ali pa za naravoslovce, zagotovo niso to področja, kjer bi lahko nekdo obogatel. Ne? Ampak zagotovo so to področja, kjer lahko nekdo zasleduje svoje sanje, poklicne sanje, in jaz mislim, da je še vedno glede na širino znanja, glede na vztrajnost znanja, nekdo, ki neko področje zelo ljubi, najde možnost na njim, bom rekla, delovati in se na njim uveljaviti. Seveda, raziskovalna sfera je v marsikaterih ozirih prekerna, ampak tako v Sloveniji kot drugod. Bila je vedno, torej nikoli ni bila to sfera, ki bi ponudila možnost poklica vsem tistim, ki so si želeli vstopiti na določeno raziskovalno pot, ampak jaz ostajam mnenja, da nekdo, če si zelo želi in če je zelo vztrajen in če veliko vlaga, potem tudi uspe. To so spodbudne besede. Vam denimo je uspel, bi rekla, velik korak, veliki met, to je ta štipendija. To je štipendija za uveljavljene raziskovalce, imenuje se ERC Advanced Grant projekt IRIN. In velik projekt, tudi težak, kar se tiče denarja, zlasti pa vsebin. Za kakšen humanistični projekt gre? Torej gre za humanistični projekt, ki ga upravljam s svojo raziskovalno skupino, s katero sem delovala že prej, in ki je trenutno sestavljena iz slovenskih in tujih raziskovalcev oziroma raziskovalk, torej transnacionalna, raziskuje povojna obdobja v širši severnojadranski regiji
in koncentrira svojo pozornost predvsem na to, kar se je dogajalo z ženskim prebivalstvom v povojnih obdobjih, to pomeni po Prvi svetovni vojni, po Drugi svetovni vojni, nenazadnje tudi po razpadu Jugoslavije. In naš cilj je seveda preveriti na različnih področjih, ki gredo od družine do nasilja, do povojnih travm, kaj se je dogajalo z ženskim prebivalstvom, ne glede na nacionalno pripadnost. Torej, želimo ugotoviti seveda, ali so izkušnje, povojne izkušnje Slovenk bile zelo podobne povojnim izkušnjam Avstrijk ali pa Italijank, oziroma Hrvatic. Skratka, skušamo s transnacionalnim pristopom porušiti tiste toge meje zgodovinjenja, ki večkrat ostajajo samo znotraj ene države ali pa znotraj neke nacije. Vem, da uporabljate različne, pa predstavljam si različne metode. Kaj pa živi pričevalci? Jih je še kaj živih žensk iz teh obdobij, ki so pri vas center razmišljanja? Seveda, ustna pričevanja so izredno pomembna, zlasti ko raziskujemo tematike, ob katerih pač imamo malo virov. In kot vemo, zlasti velike tragedije, ob velikih tragedijah, kot je bila Druga svetovna vojna, so ustna pričevanja tista, ki nam omogočajo razumevanje subjektivne izkušnje. Zdaj, seveda ne gre samo za to, da bi mi popisali osebno izkušnjo nekoga, ampak da bi z njeno torej s pomočjo pričevanja posameznika ali posameznice razumeli seveda določene vidike vojne izkušnje ali pa povojne izkušnje, o kateri pisni viri zelo malo govorijo. Zdaj ste se dotaknili recimo žensk. Kaj pa živali? Živali so namreč naš slogan, človek, žival. A se v vaše raziskovalne zgodovinske misli kdaj prikradejo kakšne živali? Torej, ko sem prihajala, sem razmišljala seveda tudi o tej temi. In ugotovila sem, da živali, ki so jih omenjali moji pričevalci oziroma avtorji avtobiografskih del, ki sem jih jaz prebirala, so dokaj nesimpatične. Uši. Recimo z ušmi so se ukvarjali vojaki v Prvi svetovni vojni. Uši so spremljali življenje taboriščnikov in taboriščnic. Ali pa podgane. Podgane v strelskih jarkih, podgane v španski državljanski vojni. Orwell opiše pač, kako je v strelskih, katalunskih in kastilskih oziroma aragonskih strelskih jarkih se soočal s prisotnostjo glodavcev, ki niso bili prav tako simpatični, ampak ena podoba mi je ostala izredno v spominu in to je podoba na sliki ruskega fotografa Kaldeja, na kateri vidimo severnega jelena, ki spremlja prizorišče bombardiranja. To pomeni, ob njem so tanki, so bombe, so letala in ta severni jelen je sredi tega vojnega prizorišča. Poslušala sem intervju s tem ruskim fotoreporterjem, ki je pač primerljiv znanemu Robertu Capi in povedal je, da je šlo za prizor, ko je severni jelen ostajal dobesedno na tem prizorišču in se ni hotel umakniti. In če analiziram to fotografijo, potem lahko rečemo prav to, da so včasih živali tako vztrajne, ne glede na to strašno človeško destruktivnost. Ja, pravite strašna človeška destruktivnost. Midva se pogovarjava v okviru noči raziskovalcev. Kaj pa kakšna strašna zgodovinska noč? Ja, teh noči, kot veste, je veliko. Pomislimo samo na bombardiranja v času Druge svetovne vojne in vemo pač, da danes v podobnih situacijah živijo
Ukrajinci. Pomislimo na napad na newyorške, v New Yorku pač na Twin Towers, ali pa na kristalno noč. Skratka, teh noči, strašnih noči je v zgodovini veliko. Pomislimo seveda na umore in na vse tiste, lahko rečemo, na vsa tista dogajanja ali dogodke, ki so zaznamovali, lahko rečemo, prehod od znanega k neznanemu. Ja, in vse to ovija noč na nek način. Kakšne rešitve imamo, da bo naša prihodnost manj nočna? Ali pa nočna zgolj v pozitivnem smislu? Zagotovo lahko rečemo, znanje je pomemben adut, ampak kot vemo, znanje ni dovolj. Potrebna je kritična zavest, potrebni so cilji, potrebno je pač zastaviti torej zastaviti vse svoje energije, vse naše energije za to, da prevlada neko skupno dobro. In ko govorimo o tem skupnem dobru, seveda ne mislimo samo na človeško vrsto, ampak tudi na naravo in nenazadnje tudi na živali. Res je, na živali. Včasih je treba pa pomisliti tudi nase in vam povem, rada imam zgodovino. Zato, ker je zgodovina historija. Historija pa je zgodba, tudi rada se igram z besedami. Praviti, pripovedovati historije, zanimiva historija, historija v roparjih, Shakespearove komedije, historije, tragedije. Torej, zgodovina je zgodba, je pripoved. A bi se strinjali z mano, da bi morali biti v življenju otroka ali pa mladega človeka več zgodbe, več historije, več zgodovine? Torej, zagotovo je pripoveden element, sestavni element zgodovinopisja in mislim, da se mora vsak zgodovinar, vsaka zgodovinarka posvečati vprašanju, kako približati snov, dognanja širši publiki. Seveda nekaj je pisati, torej slog, ki ga mi uporabljamo, ko komuniciramo s stroko, je eno, ampak slog, ko nagovarjamo širšo publiko, potem je seveda drugo, je lahko spremenjen in v tem primeru je pripovednost izredno pomembna. Marta, samo še to me zanima, imate kakšno žival? Ja, imam Martinčka na svojem balkonu in prišel, oziroma mislim, da sta dva trenutno, in čeprav ga nisem nekje sama hotela, moram reči, da je zelo prijetna njegova prisotnost. Se pravi, da ima Martinček vas? Ja. Marta, zelo lepo vas je bilo poslušati. Čestitamo vam za vse uspehe in vam želimo še veliko dobrega raziskovanja. Hvala lepa. Hvala.